Iskra govori. Zakaj si tu? Pogovori z nevladniki iz Istre in Krasa. Marko, zakaj si tu? Ker si me povabil, ne moreš povabiti človeka, pa pol vprašati, zakaj si tu. Ja. V bistvu celo sem ti napovedal, da te bom to vprašal in si tudi v prejšnjem podcastu videl, da sem to vprašal, tako da bi lahko pričakoval to vprašanje. Verjetno sem konkretno tukaj zaradi Zavoda Sopotniki, ki je pač nastal pred dobrimi 10 leti. Zavod Sopotniki pa verjetno nastal tudi zaradi enih vrednot, ki so meni blizu. Recimo, ena takšnih je, da si starejši zaslužijo spoštovanje, pa da imeti posluh za neke težave v družbi je nekaj, kar bi moralo biti blizu vsakemu. Super. 3 minute nazaj si me vprašal, o čemu se bomo pogovarjali 1 uro, sem te rekel o vrednotah in zdaj si v 1 minuti že to vse povedal. Jaz sem rad učinkovit. Da se moram pa ponovno zastaviti celotno uro. Če začnemo od začetka. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Iskra govori, kjer odkrivamo navdihujoče zgodbe nevladnega sektorja iz Istre, Krasa in Brkinov. Moje ime je Borut Jerman in danes bomo govorili o mobilnosti, ampak predvsem pa o dostojanstvu in toplini medgeneracijskih vezi. Z nami je Marko Zevnik, direktor in ustanovitelj Zavoda Sopotniki, organizacije, ki že desetletja brezplačno prevaža starejše, a predvsem jih povezuje z družbo in med seboj. Če začnemo pri tebi. Vem, da ne maraš govoriti o sebi in po vseh intervjujih poudarjaš, da pač Sopotniki nisi ti imaš samo to čast, da pač vodiš to organizacijo, ampak ker govorimo o nevladnikih, bi radi se pogovarjali o tem, kakšni ljudje smo nevladniki. Me zanima, kateri je tvoj prvi spomin z otroštva povezan z skrbjo za sočloveka? Pa jaz mislim, da sem kar v taki, ne vem sicer kaj to res pomeni, ampak bi opredelil, kot da je bila taka tradicionalna družina. Pač živeli smo skupaj s starimi starši in jaz sem tudi hodil v šolo do 4. razreda popoldan in sem veliko časa preživel s starimi starši, ker pač starša sta bila v službi. In ne vem, tam sem videl recimo mojega pač starjata, sem mu rekel starata. On je bil šofer in potem pač, ko je bil v pokoju, pač ko smo hodila okrog, so ga vsi pozdravljali, ker so ga vsi poznali. In on je pač, ne vem, od tega, da je pomagal ljudem, ko so gradili hiše, recimo, ki jim je dostavljal stvari, do tega, da je vozil avtobus in so ga poznali od tega, mislim od tam. In potem, ko sem v bistvu, nikoli nisem te povezave prav takrat naredil, ko se je ideja o Sopotnikih rodila, ampak zdaj pa se mi zdi, da verjetno je to tudi eden od razlogov, zakaj, mislim, od kje recimo neka taka želja po pomoči starejšim oziroma, ne vem, da mi je blizu ta občutek, da nekaj prispevaš recimo okolju in zagotavljanje mobilnosti je ena taka stvar. Starata je bil šofer avtobusa. Ja. Ja, tudi jaz imam spomine z otroštva, v bistvu šoferji avtobusa kot otrok so take zelo fascinantne osebe. Ne? To so bili časi, ko so imeli uniforme in to in je bilo pač spoštovan poklic. Ja, in ne vem, se mi zdi škoda, da ene stvari so se zgubile skozi čas. Ja. Čeprav vem, si iz Gorenjske doma, ne? Iz kje točno? Cerklje na Gorenjskem, to je občina, kjer je Krvavec. Tam smo vsi smučali, pač veliko nas je tudi, mislim, malo več smučali, v smislu, da smo nekaj delali, pol tečaje za učitelje in take stvari, ampak predvsem vsi smo veliko časa preživeli tam. Ja, pa po letališču je znano. In osnovno šolo si tudi obiskoval tam? Ja, v Cerkljah, potem pa srednjo pa v Kranju. Kaj pa? Gimnazija Kranj. Sem predvideval, ker pač na komparativistiko lahko, verjetno večina gimnazijcev se odloči za ta študij. Zdaj sem doživel ravno kulturni šok, ker smo imeli 20. obletnico mature.
To je bil že prvi šok. Ampak to, kar smo imeli potem ta ogled gimnazije in jaz sem ga imel v spominu kot ne tako svetu prostor, kjer so s posluhom do dijakov in tako kot je zdaj z nekimi sedežnimi in takimi stvarmi, mi smo, vsaj jaz sem bolj kot nek teror doživljal tista leta, no, tako da mi je bilo zanimivo to videti. Ja. Tako da mogoče vse stvari pa ni, mislim, je cool, da se ene stvari niso enake kot so bile. Ja. Oziroma verjetno tudi spomin pač postavi neke filtre. Verjetno, ja, ko si v zgodbi doživljaš malo drugače kot z distance. In kot omenjeno, potem študij te je odpeljal na primerjalno književnost. Ja, jaz sem pač ja, pol, ne vem, čistko, vedno me je pritegnila literatura, no, tako da sem se zelo, pač potem sem se odločil za primerjalno književnost in pa sociologijo, tako da sem dvopredmetni študij. Dvopredmetni študij, tudi sociolog. Ja. To mi je mogoče malo bolj povezano s tem, kar pač počneš v svojem prostem času, ne nazadnje, ne? Ker ti pač službo imaš izven sopotnikov. Ne? Ja, ampak tudi presega okvire prostega časa. Ja bi rekel. In me zanimalo v bistvu, kako so izgledala študentska leta, če si kaj počel poleg študija, si kaj delal. Ja, se je v bistvu to je kar močno zaznamovalo mojo kariero. Potem naprej, mislim, da sem v enem ali drugem letniku začel delati na RTV-ju in sicer za tretji program radijski sem urejal spletno stran. In takrat je bilo to tako, pač vsi so naenkrat rabili dobiti spletne strani, ampak Ars ni ravno bil, bom rekel, prioriteta. In me je zelo motil, ker smo bili zelo omejeni pri tem, kako lahko nekaj tam objavimo, in potem sem se v bistvu zelo samoiniciativno začel učiti HTML jezika takrat in pol me je pa zelo potegnilo to programiranje, no. Tako da od tam sem potem začel že naslednjo službo, ki je bila pa dejansko že v IT-ju, no. Tako da sem pač ob dokončevanju primerjalne književnosti in sociologije dejansko že zelo gradil pač to zgodbo v IT sektorju, no, kjer delam še zdaj tudi. Mogoče smem poudariti eno tako karakterno značilnost, ki se mi je zdela vedno prisotna pri tebi, to, da je hvale vredno, da si v bistvu ob tem, ko si štartal neko kariero, ki ni dejansko bila veliko povezavi s študijem, vseeno končal v bistvu celo dvopredmetni študij. Ne? Tako da ta vztrajnost in... Ja, po moje ena velika vzpodbuda k temu je bila tudi uvedba bolonjskih programov in takrat je bilo tako, da sem se potem zbral in ne vem, tistih, koliko sem rabil zelo kratek čas, sem si vzel dopust, da sem diplomo dejansko naredil, no? Ker ostalo sem sicer naredil že vse prej, ampak moram reči, da me je zelo spodbudil tisto, da bi zapadel študij oziroma da bi moral neke dodatne izpite delati, zato da sem dokončal študij, ker res pač, ja, življenje me je pač v drugo smer peljalo, no, tako da ni bilo lih, da je diploma nekaj bistvena, ampak vseeno mi pa, ja, sem vesel, da sem to dokončal. No, v bistvu, zakaj sem se ustavil malo na teh študentskih letih, ker pač to, kar je tudi javno dostopno v tebi in v zgodbi sopotnikov, je pač ta v bistvu skupina prijateljev, ki so skupaj študirali oziroma se spoznali v času študija, se preseli pač na Barko in takrat se tudi zgodba sopotnikov nekako začne. Pa me zanima v bistvu, kako je bil ta prehod, v bistvu je to bila skupina prijateljev in sopotniki niso edina stvar, ki je takrat štartala, tudi pač zavod Dobra pot, je tudi pač taka zgodba o uspehu, prihaja iz podobne v bistvu generacije oziroma iz podobne družbe ljudi. Ne? Ja, v bistvu ne vem, se mi zdi, da smo si zelo podobni bili v tem, da ne vem, smo se tako pogovarjali, kaj bi se dal narediti ali pa tako na zelo različnih področjih in mogoče takrat, ko si mlajši, so ene mogoče take malo idealistične v smislu nekaj, kar so tvoje vrednote, pa nimaš čist jasne ideje, kako bi stvar zaživela. Se mi zdi, da pa sopotniki so pa bili taka prva ideja, ki pa je dejansko pomenila kupiti avto, ustanoviti zavod, dati plakate ven letake in tako. In
Meni je v resnici to zelo blizu. No, tako kot po eni strani se mi zdi pač nujno, da nekako razumeš, kaj ti pomeni v življenju to, kaj so neke tvoje vrednote. Ampak če niso konkretne, to se pravi, pač jaz sem zelo tako previden do tega, da imaš ideje in se dobro počutiš zato, ker jih imaš, ker to mogoče tebi nekaj pomeni, ampak se mi zdi, da vsak je sposoben še česa več, recimo vsaj za nek najožji krog ljudi, ne vem, na podlagi tega, kar njemu pomeni in mogoče nekomu prinesti nekaj v življenje, kar bi tudi njemu pač pomenili nekaj. In se mi zdi, da ta ne vem, obseg, do kam lahko to gre, je pač zelo odvisen od vsakega posameznika, ampak se mi zdi, da če ni tega, če je samo neka ideja, potem ni zares isto. No? Zato, ker v končni fazi se mi zdi, da pač ljudje vseeno smo bitja, ki živimo v nekih odnosih in potrebujemo tudi videti učinke, kako pač vplivamo na druge ljudi in take stvari. Tako da ja, se mi zdi, da takrat pol sopotniki so postali pač zelo taka konkretna stvar in definitivno je pa pomagalo to, da ne vem, en od kolegov je pravnik, Mario, ga pač poznaš, on je takrat pomagal, kako smo pač, da smo ustanovili zavod, ne vem, pač vsak, mislim, kdor se je najdel in na nek svoj način prispeval, recimo, ne vem, kolegica je dizajnerka, smo naredili logotipe in take stvari, polepali avto in tako. In ja, če imaš to mrežo, je bistveno lažje začeti nekaj takega, no, ker ne vem, velikrat vidimo pač v teh, se mi zdi, v nevladnem sektorju, tako smo si pač neki idealisti, ampak če si samo ti motor, se zelo hitro zgodi, da pač ugasneš na neki točki, a ne rabiš imeti neko mrežo, ki je tudi pripravljena držati svoj del, da veš, da nekomu lahko zaupaš ene stvari, oziroma že dovolj, da ti nekdo pove, da mogoče tole pa ni najboljša stvar in je bistveno lažje in hitreje se premikaš potem. Ja, sej tudi kot večkrat izpostaviš, mislim, uspehi sopotnikov so uspehi celotne ekipe, vseh prostovoljcev. Je verjetno veliko lažje bilo tudi takrat, ko so bila skupina pač prijateljev, si deliti, bodi si trenutke krize ali pa bremena in tudi ne nazadnje uspehe. Ne? Ja, itak. Ja, to se meni zdi zelo važno poudariti vsakič, da pač sopotniki na nek način so neka ideja in podporni sistem, ampak pač delo, dejansko pomoč starejšim pa vsakodnevno pač naši prostovoljci upravljajo. Ne. Seveda pač tudi na sedežu, kjer pripravljamo pač vse podporne zadeve, da ta stvar funkcionira, ali pa lokalni koordinatorji isto, ampak dejansko stik s starejšimi imajo pač naši prostovoljci in zato sem je zelo ne vem, nerad se izpostavljam v tem smislu, zato ker pač sopotniki ne funkcionirajo iz enega človeka, ne vem, imam trenutno 320, 330 aktivnih prostovoljcev in te omogočajo, da storitev teče. Če se vrnemo nazaj na ta trenutek, ko se pač zberete in odločite, in tudi kot razumem iz tega, kar si govoril, iz te v bistvu energije, iz teh prepletanja vrednot vas, prijateljev, se mi zdi, da je bilo zelo organsko, da je nastal ta moto sopotnikov, ne? Človeku sopotnik. Ja. Ker ste bili tudi verjetno med vami sopotniki en drugemu v tej zgodbi na začetku, ne? Ja, v bistvu ne vem čisto, mislim, da je ta moto nastal, ko smo prvi dogodek organizirali in smo neke majice dali delati in smo pa različne slogane in ta je eden, ki se je obdržal naprej. No. Ta pa, mislim, tega največ govorimo pa to, da smo vsi na isti poti. Ta je tudi eden od naših. Pač spet dobro znana zgodba, se odločite, kupite avto, ustanovite zavod, polepite avto, naredite plakate in že naslednji dan prvi klic in prve 3 vožnje. Tudi to vem, da nisi ti popravil prve vožnje, me pa zanima, če se spomniš svoje prve vožnje. Ne spomnim se. Pač mislim, takrat je bilo je bilo kar burno v tem smislu, ker je pač toliko razburljivo, toliko enih stvari je treba
na začetku narediti, ampak ja, stvar postane zares, ko jo ljudje pač začnejo uporabljati. To je tisto, kar sem rekel, da ni dovolj neka ideja, ampak potem, ko enkrat ljudje začnejo računati, da ta storitev obstaja, takrat pol čutiš res odgovornost do tega. Ni več, dajmo poskusiti, takrat mi moramo poskrbeti, da to funkcionira. Tako da ja, ne spomnim se prve, se pa pač spomnim definitivno teh prvih občutkov. Ne vem, meni se zdi tako, da kdor ni doživel tega, si zelo težko predstavlja, da je ena taka majhna stvar, kot peljati nekoga v trgovino, ali pa k zdravniku, pa kaj šele pa, če ga recimo pelješ na obisk ali pa na izlet. To lahko človeku res veliko pomeni. Ne vem, pač mene se je ful dotaknilo to, ker en projekt izvajamo dodatno, da v bistvu izpolnjujemo skrite želje starejšim, pač jim omogočamo take celodnevne izlete, to se pravi ne samo tiste nujne do zdravnika, trgovine, ampak da jih vprašamo, kam bi pa radi šli, ne vem, a ste že bili recimo tam ali pa tako, pač dostikrat jih moramo mi sploh spodbuditi, da začnejo razmišljati, kam bi zares radi šli, ker oni razmišljajo, sej v trgovino ne rabim iti, pa zdravnika nimam zdaj. In potem je tako, kot da je to že to. In pol mi, ne vem, kdaj pa ste bili zadnjič na morju, recimo. In smo pač peljali eno gospo iz Krške občine, ki še v življenju ni bila na morju, na morje. In tako dejanje pač prinese zelo veliko človeku. In biti del tega, pa tudi, če nisi dejansko tam, ampak sam veš, da je to pač zavod kot organizacija omogočuje res lep občutek. Se v bistvu ravno to se vedno občudoval in spoštoval pri tebi, to, da vsakič ponovno izpostaviš, da sopotniki niso taksi, ni point v mobilnosti, ampak ravno stik, ki ga sopotniki oziroma prostovoljci omogočate. In v bistvu me zanima po tvoje, kaj, če bi orisal ta stik. Kaj pomeni starostnikom te 1-2 uri, ki preživijo v avtu in s prostovoljci? Najprej popraviti, kot so mene starejši. Jaz mislim, da jim pomeni zelo veliko v tem smislu, da se ne čutijo, da so v breme nekomu, ker če morajo klicati svoje otroke ali vnuke in vedo, da so oni morali, ne vem, ali iti prej iz službe ali vzeti dopust in podobno, potem je, ne vem, se čutijo, da so v napoto na nek način. In to je v bistvu zelo grozen občutek. Če tako pomisliš, da samo zato, ker nimaš možnosti voziti se in biti mobilen, imaš občutek, da si odveč, se mi zdi, da nekaj, kar bi morali vsi tako malo se zdrzniti ob tem pa reči, da to pa res ni okej, Ne, nihče, mislim, tako kot družba, verjetno nam ni v interesu, da se kdo počuti odveč. In ja, pač jaz mislim, da ne vem, ponavadi pri nas, ko nas prvič pokličejo, je to za nek nujen prevoz, v smislu rabijo k zdravniku, pa pač so slišali, da ta storitev na voljo, ali so jim celo pri zdravniku povedali in podobno. In pol, ko enkrat doživijo to, da je pač res pravočasno prišel človek, da je bil prijazen, se pogovarjal z njimi, potem šele v bistvu vidijo, da je to zares. Ponavadi je tako, prvo je tako kot malo nevere oziroma tako malo straha tudi pred tem. Potem pa v bistvu zdaj že toliko let funkcioniramo, da so se tudi med našimi uporabniki že prijateljstva spletla tudi recimo. In ne vem, večkrat povem, da vozimo recimo v Sežani pač tudi na te filmske matineje v Kosovelo dom in se nam zgodi, da zdaj recimo pokliče ena gospa pa reče, dajte še tisti reči, da ne gre z mano. In tako tudi en drugega ali pač skupaj že pokličejo oziroma se sami uskladijo prej ali pa preko nas. In ja, to pač prinese neko barvo v življenju. To v bistvu že prej si govoril o tem, ko si govoril o uresničevanju želja, v bistvu to, da pač se niti starejši ne zavedajo več, ali pa ni mi več ozaveščeno, kaj sploh pomeni neka želja poleg trgovine in še to je pač ta občutek bremena, pač
očitno živimo in ustvarjamo družbo, ki starejše pripadnike te družbe potiska v nek kot, v neko pozabo. In v bistvu, kar me zanima, in to je ta famozna beseda medgeneracijski dialog. Ne? Kaj po tvoje lahko starejši občani in občanke doprinesejo k družbi in pozabljamo na to? Jaz mislim, da pač vsak človek, to, kar se mene dotakne, je pač videti avtentičnost človeka in ni to, da je v bistvu to da so leta pogoj za to, ampak definitivno človek ima več izkušenj, več podatkov tudi o svetu in o sebi. Mogoče tudi si lahko privošči, da je recimo tudi ne rabi več paziti, kako kaj naredi, ali kaj, lahko je bolj direkten in vse to. In se mi zdi, da ne vem, tako, če vidiš recimo polno je teh posnetkov, ko starejše sprašujejo, kaj bi spremenil, če bi bil še enkrat mlad, ali pa kaj bi povedal sebi in tako. In tako se mi zdi, da ne vem, take preproste, ker oni dostkrat tako nam rečejo, ne vem, vi preveč se sekirate, ali pa preveč hitite, ali pa tako. In ne vem, se mi zdi tako ene take ne vem, čist tako neke njihove vsebine, pa ni nujno, da se sploh strinjaš z njimi, recimo, ampak samo to, da vidiš, da pač človek res verjame in recimo, da ti tudi to pove zato, ker hoče nekaj dobrega tebi, je pač lep občutek. No. In ne vem, tudi tako zelo se mi zdi, da nasplošno družbo bogati to, da se različni srečujemo in ne vem, tudi po letih mislim, je več kot očitno, da se zelo segregiramo, ja. Pač tako, kot da ne vem, ni več nobene stične točke, pa mogoče, ne vem, mogoče en minimalen napor potreben, pa je veliko stičnih točk, tako da, ne vem, mi dostkrat izvajamo neke aktivnosti tudi z osnovnimi šolami in recimo, ne vem, ena gospa je naredila kleklarski tečaj za osnovno šolo oziroma predstavlja klekljanje in podobno. Tudi to, da tukaj dosti sodelujemo z Zavodom Dobra pot, ki ima pač to aplikacijo Zapisi spomina, kjer starejši tudi delijo neke svoje zgodbe in je pač, ne vem, se mi zdi, da to je ena velika vrednost, da pač te stvari nekako se predajo in se tudi ohranijo. Se ti zdi, da, mislim, moj občutek je, da veliko, tudi to, kar sem prej omenil, ta medgeneracijski dialog, se ga na nek način usmerja ravno to v neke, veš, obrti, ki se pozabljajo, veščine, ampak je tle zame zanimiv totalno drugi aspekt tega, da v svetu, ki temelji na konstantni rasti, konstantnem napredku, konstantnem razvoju, puščamo za sabo tudi neke veščine življenja, odnosa do življenja, odnosa do en drugega, do sočloveka, ki jih pač starejši ljudje imajo, ohranjajo in se spominjajo. In bi bilo recimo to zanimivo, vsaj z mojega zornega kota, raziskovati, kje lahko družbo, kamor smo mlajši in še mlajši od nas, se počutijo v bistvu anemične, se počutijo zapuščene, osamljene, duševnih težav je ogromno. Bi se dalo verjetno z nekim, ne bom rekel ohranjanjem, ampak predrugačenjem nečesa, kar smo že poznali in pozabili. Se ti zdi to? Ja, itak. Pa ne vem, mislim, meni je tako, recimo jaz pač, moja stara mama je bila pač v taborišču med drugo svetovno in to je nekaj tako, kot ko si čist tisti mulci, je bilo tako, meni je šlo kdaj na živce, ker je pač tolikrat o tem govorila, ampak ne vem, zdaj mi je tako, mislim, se zamislim, da mogoče jaz mislim, da mogoče niti predelal ne tega zares, oziroma bi me še verjetno bistveno bolj zaznamovalo, ker in se mi zdi tako, te zgodbe, kaj tako izpade, da so res arhaične, ampak očitno smer, kamor gremo, so skozi bolj aktualne in se mi zdi tako, da mogoče smo tukaj nekaj hudo narobe naredili, da smo pozabili pač
koliko grozne stvari so doživeli pač, ne vem, 2 generacije nazaj, a ne. In ne vem, to se mi zdi tako, no, škoda, da smo šli, mislim, tako se mi zdi, vsak je toliko, ali pa saj v tem času, no, smo zelo tako fokusirani na neke stvari, tako kot da obstajajo brez vsake dediščine ali pa zgodbe prej, pa mogoče ni lih res, ker zdaj res dejansko se nam pred očmi odvija, da se ni to zgodilo enkrat in je mimo, ne? Ampak je očitno nekaj, kar je nažalost verjetno v naravi človeka oziroma nam na vsake toliko časa butne. Ravno to, ker ja, na nek način se izgublja ta kolektivni spomin. Mi pač dejstva poznamo, ampak dejstva niso dovolj. Dejstva ne proizvedejo občutka. Pač. Ja, in recimo to, to, kar sem omenil, da je bilo meni kdaj naporno to poslušati, ali pa recimo si predstavljam, da je tudi težko recimo, ne vem, nekomu svoje starše poslušati ali pa recimo jih dnevno voziti. In tukaj recimo, če to naredi naš prostovoljec, ki pa se je odločil, da želi čas posvetiti pomoči drugim in da se rad pogovarja, je čist druga zgodba, s katero pridemo mi do starejšega, ne? In se mi zdi, da zato je taka vrednost te storitve. In ne vem, nam pač, ko pač zdaj je več takih podobnih storitev, ki to delajo, in ko slišim, da recimo eni imajo kriterije, ja, če je avto pri hiši, niso upravičeni ali pa kaj takega, ne. Mene tako, mislim, mi smo videli zgodbe, ko smo pripeljali gospo iz trgovine in je skrila hrano, a ne, ni pač, a ne, ljudje imamo zelo kompleksne odnose pač v svojem življenju in ne vem, se mi zdi ful škoda na neke take materialne kazalnike, če pač res lahko zelo hitro vidiš, da neko stisko ali pa to, in lahko pač obrneš se na neko inštitucijo, ki je tukaj pristojna za to, ne vem, v tem konkretnem primeru smo mi CSD obvestili, a ne, ampak ne vem, reči samo, aha, imajo avto pri hiši, niso upravičeni do tega, ne, to se mi zdi zelo, ne vem, tako deluje sistem, ne, in zato v sistemu dosti ljudi ostane nekako izločenih oziroma tako, no, in se mi zdi, da sopotniki pa na nek način smo malo drugačni in mogoče dosežemo nek učink med ljudmi, ki ga drugi ne. No. Se mi zdi, tudi prej si omenil to čez 300 prostovoljcev. Na nek način je to pač neka ta dualnost med uporabniki in samimi prostovoljci, in koliko poudarjaš in sopotniki poudarjate, da je to res nekaj zelo vredno za same pač starejše, ampak se mi zdi, da je tudi zelo dragocena izkušnja za same prostovoljce. In tudi pač oni lahko osebnostno rastejo s tem, ko imajo to izkušnjo. Ne? Ja, itak, ja. Tukaj, mislim, jaz res upam, da kot organizacija res naredimo, pač to, ko dobimo vtis, se mi zdi, da ja, ampak moja največja skrb je bila, da bi to postalo breme ljudem, ki upravljajo, to se pravi prostovoljcem, ker se mi zdi, da pač ali uživaš v tem delu, če ne, pa pač ne moreš tega delati, oziroma mi kot organizacija moramo poskrbeti za to, da je prostor, da lahko tudi prostovoljci uživajo v tem delu, no, in ne vem, mi imamo pač, ne vem, povsod, kjer delujemo, imamo dogovore z lokalnimi gostinci, bari in podobno, da dobijo pač lahko brezplačno napitke, kosilo in take stvari, in vedno, ko zaključijo z vožnjami, se pač dobijo z našimi lokalnimi koordinatorji, prostovoljci, in tudi predajo neke informacije, in se mi zdi, da rabiš to podporo, zato ker če ne je tako, ali postane nekaj taka brezosebna rutina, ali pa lahko neke stiske ostanejo v tebi, ki si jih videl, a ne. Tukaj pa jaz upam, da uspešno delamo ta prenos nekako tudi skozi pogovor, že samo čisto, da se boljš počutijo, če pa vidimo, da je neki, ne vem, se nam ponavljajo neke stvari oziroma zaznavamo neke potrebe, pa pač tudi lahko se na to odzovemo. Tako da mislim, meni se zdi, sopotniki v osnovi smo mobilnostna storitev, ampak mi razumemo mobilnost kot neko, bom rekel,
pač nek kor, na katerega lahko pripenjamo dodatne zadeve. In te dodatne zadeve nam dejansko zelo veliko pomenijo, ker to je tisto, kar zaznamuje ali pa prinese nekaj več, kot pa samo pride do točke A do B. In pač že, ki omenjamo veliko prostovoljce, me zanima, vem, da imate zelo sistematično postavljen sistem usposabljanja, iskanja prostovoljcev, pa me zanima, kaj je, mogoče zveni malo rigidno, ampak če imate nek profil, kdo je dober sopotnik, oziroma kakšne vrednote iščete, kakšne značilnosti iščete, predvsem pa kako menedžerirate oziroma upravljate to zaupanje, ki se ustvari med prostovoljci in uporabniki. Ker se mi zdi, da to je v bistvu temelj tega, ker kolikor vem, tudi določeni uporabniki želijo istega voznika, voznico in se vzpostavi neka človeška vez. Se da to sistematizirati, upravljati, ali je to pač neka organska? Jaz mislim, da se povedati, na podlagi kakšnih vrednot želimo delovati in predstaviti vrednost tega. In se mi zdi, da tisti ljudje, ker meni je zelo zanimivo, ker si vprašal, kdo je primeren, kdaj sploh na začetku se je dogajalo, da je človek prišel, sem zelo dober voznik ali pa sem vozil profesionalno ali pa tako, pa mi tako, pač. Ampak point je dejansko pač občutku do sočloveka, recimo, in take stvari. No. In to pač nekaj se da že s tistimi uvodnimi pogovori, ko pač nekako preverimo motivacijo, zakaj želi nekdo se pridružiti, ko mu predstavimo to delo, potem ga povabimo, da gre na teren z nami in tako. No. In skozi te postopke nekako se mi zdi, da postane vsakmu jasno, da kaj dejansko želimo početi. No. In potem se vidi, potem lahko presodi, ali se vidi v tem ali ne. Pa v bistvu me zanima, vem, da pač tvoja programerska osnova je pač tudi pripomogla znatno k temu, da imate izredno dobro razvito aplikacijo, ki podpira bodisi uporabnike, bodisi izvajalce oziroma sopotnike. In me zanima, če ima ta aplikacija tudi te se delajo neki zaznamki z vidika teh mehkih vsebin, nekih karakternih značilnosti. Mi imamo toliko enih opomb tam noter. Pač definitivno nas to zanima in tudi pač eno je, kot sem rekel, res si pišemo opombe, ene so tiste sistematične, če ima nekdo neke posebne potrebe, v smislu neke gibalne ovire in podobno. Drugo je čistko, da pač predstavimo prostovoljcu neke zelo take osnovne informacije, ne vem, če se nekdo pač počasnejš opravlja nekaj, zato da je pač prostovoljcu naprej pripravljen in je pozoren na to, da ga ne priganja po nepotrebnem. Take zadeve, pač in vedno to, ko sem rekel, ko oni pridejo z terena, pač potem se pogovorijo s koordinatorjem in te dodatne zaznamke si vnašamo v sistem, in ko nas naslednjič ta oseba pokliče, imamo te informacije. Tukaj smo zelo pač previdni, tudi ker gre za osebne podatke, seveda, in pač vsi ustrezno pač soglašajo s tem in imajo omejen dostop, pač vsak toliko kot rabi. No, tako da eno so recimo neke opombe, ki jih imajo čisto koordinatorji, zato da lahko planirajo ne vem koliko časa alocirati za trgovino in podobno. Drugo so pa opombe, ki so namenjene prostovoljcem, recimo. In tudi to, kar si pa omenil, da se zgodijo neke povezave, recimo, da starejši se navežejo na prostovoljce in podobno, čeprav tukaj smo mi zelo previdni, da pač to ni storitev, ki bi bila namenjena takim zadevam, ampak kar se hoče reči to, da ne vem, prostovoljci ne dobijo osebnih podatkov v smislu telefonske in podobne, ker imamo povezano z aplikacijo in je niti ne vidijo, recimo lahko kličejo direktno uporabnika in take stvari. Tako zelo poskušamo vseeno delovati kot organizacija, ne? In tukaj kdaj izpademo mogoče, dobimo te občutke, recimo, ne, da ne vem, mi imamo tako strogo pravilo, da pač nam povedo, gremo v trgovino in na pošto in domov, recimo, in potem, ko smo na terenu, reče gospa, bi šla še na grob, ne.
to je za nas dost kočljiva situacija, zato ker pač te destinacije nimamo na potnem nalogu in če se zgodi tam karkoli, je pač, ne vem, treba se zavedati, to je odgovorno delo, pač odvija se na cesti in pa starejši so ranljivejša skupina zato tako izpade, mi praviloma zavračamo te stvari, recimo takšne izjeme, a ne. In pol kdaj slišimo, ja, ne vem, ste, ne vem, togi ali pa brez posluha in tako, ampak ne vem, mi smo imeli lani se ne vem točen 16,000 ali koliko prevozov in pri taki številki pač moraš biti na nek način previden in se držati nekega sistema, ker če ne, je pač lahko kaos. No? In, tako da stalno se mi zdi, iščemo nek ta balans med tem, da je z občutkom do človeka, pa hkrati, da je toliko sistematizirano, da se pač lahko varno izvaja storitev. Vse v bistvu se mi zdi, da ravno to je pač prednost, ki sem jo vedno videl, oziroma prednost, neka pozitivna značilnost tega pristopa do dela, izredno sistematično, izredno v bistvu z roko v roki z nekimi novimi tehnologijami, z napredkom, ampak še vedno z fokusom na humanosti, na človečnosti. Ja, to smo vedno pač poudarjali, da vse to so orodja, ne, orodja pač uporabljamo za to, da lahko omogočimo tisti trenutek, ko ga v avtu preživijo ali pa pač, ne vem, tudi če gredo na kavo skupaj, pač starejši naši prostovoljci, ne, vse ostalo je samo pač podpora temu, ne. Če rata orodje glavna stvar, potem se mi zdi, da si nekaj pač narobe naredil. Zdaj sem nekaj prebral, pa me zanima, če ti resonira kaj, ne? Problematika prehoda iz mladostništva v odraslost na primeru romana Varuh Vržin. Nekdo je mojo diplomo prebral. Samo v bistvu, Vsaj naslov. Vsaj naslov, ja. In v bistvu, diplomo si delal iz v bistvu adolescenčnega raziskovanja lastne identitete oziroma prehoda iz adolescence v odraslost in zdaj se ukvarjaš pač preko sopotnikov z drugim koncem življenjske poti, ampak spet za povezavo med odraslo osebo in starejšim. Pa me zanima, kaj te je navdahnilo za to diplomo? Mislim, v tistem trenutku, ko sem prvič prebral ta roman, me je zelo pritegnil. Mogoče da se na nek način, tako kot se vsak adolescent počuti tujca v družbi v tistem času, pa taka nek notranji konflikt med tem mogoče nekim manj vrednostnim pa hkrati več vrednostnim kompleksom, no? Da se ti zdijo vsi zlagani, to je zelo taka tema v tem romanu. Ja, ne vem, meni se je zdelo vseeno, da tako kot, da pač tam ta glavni junak vseeno na koncu nakazuje neke znake uspešnega prehoda, no, ali pa sem si saj jaz želel, pa mogoče to malo avtobiografsko tudi zase, da pač, da lahko nekako ta prehod opraviš na način, da ni recimo v neko odtojenost ali pa tako, da še vedno recimo ta notranji dialog ali pa vsi ti ker se mi zdi, da na nek način so ti blizu v tistem času, da lahko s tem še vedno greš v naslednjo fazo življenja in gre to naprej. No. Ker se mi zdi, da na način, da se posloviš od vsega tega, da to ni najboljši, da to ni prava varianta. No. Pač, kar me je pritegnilo ravno to, ne, v bistvu ta mehki prehod. Ne. Veš, to, kar si zdaj na zadnje rekel, ni adolescenca, odraslost, pač starost. In v bistvu se mi zdi, da pač, diplomsko delo se je ukvarjalo z prvim prehodom, sopotniki se ukvarjajo s tem ta drugim prehodom, ne, iz nekaj odraslega v pač, ne vem, v starost. Ampak vse se ukvarja s smislom življenja. Ki je, no, bom zdaj povedal. Ja, ne vem sploh, meni se zdi to s vsemi temi podcasti, napotki in 10 steps pa te stvari, se mi zdi tako, ne vem od kje je sploh komu pogum govoriti. Ker meni je tako pač nobeden nima odgovora, ker če bi ga imel, bi zmagoval in kot vidimo, noben tako ultimativno ne zmaguje v življenju, da bi rekel, evo, ta pa ve.
ampak vsi na nek način poskušamo in se mi zdi, da to je lepota življenja. Mislim, se strinjam in bi v bistvu še v bistvu poudaril kritično to, ne, da obstajajo merila, žal, v sodobni družbi, ki pravijo, ja, nikomu je uspelo. Ne. Ko sem se vozil sem se vozil za enim Ferrarijem po Kopru, ne, sem si mislil, verjetno po nekih splošnih merilih je to percepiran kot uspešen človek, tisti, ki si lahko privošči tak avto. Ampak verjetno govoriš o tem, da to, kar sem tudi jaz prej omenil, da po tem, kar vidimo, pač se ljudje nismo srečni. Ali pa Ja, jaz ne vem, zakaj toliko se strinjam, da se predstavlja, da je to uspeh. Recimo, in jaz, ko sem videl, da so v Sloveniji tistem Tejtu skandirali otroci tam, mene je šokiralo. Jaz sem mislil, ok, razumem, da se to kje dogaja, ampak mogoče sem malo kako ločen od realnosti, kar se tega tiče. No. Ne vem, zakaj je tako težko sprejeti, da v bistvu z občutki operiramo, a ne. Mislim, tako pač vse stvari imaš lahko, a ne, ampak občutek je pa nekaj, kar zelo, mislim, malo težje si izlagati, no, te stvari, oziroma so zelo jasne posledice laganja glede tega, a ne, gre v neke čudne ekstreme hitro lahko. ja. Mislim, tako preprost vprašanje je, ne, kako se počutim glede tega. Ne. Jaz se to vedno zafrkavam s temi smartwatchi in to, kar ti reče, don si pa v redu, spočiti in to. In je tako, mislim, eno ful dobro merilo imamo ljudje, a ne, lahko se vprašaš, a sem v redu. Ja, s tem, da vprašanje je, sem v redu, v bistvu faktori, merila, vplivi na to, če si ti v redu, morda niso več, ki je začelo deževati, tako da morda bom zaprl okno. Ne bo joka nad mojimi izjavami. Od sreče. Od sreče, ajde. V bistvu, da sem zgubil nit, ne, čemu smo se pogovarjali. Da so merila. Ja, merila so pač, mislim, to, kar se mi zdi, da tudi ustvarja ta neko frustracijo, občutek ujetosti je, da pač bi rekel, nisi več gospodar, ali vsaj nismo več v celoti gospodarji svojih življenj, čeprav ni res. Tudi tvoja zgodba ne nazadnje dokazuje, da pač moraš imeti pogum in se nečesa lotiti in lahko nastane, ampak ja, večinoma, tudi to smo se zadnji s Patrico pogovarjala o tem, ne, kako v bistvu je kontekst življenjski te postavi v pozicijo, ko lahko reagiraš na omejene načine, ne. Zato sem pohvalil tvojo majico. Meni se zdi tako, da en zelo dober način, ki ti vedno ostane na srečo ali pa nam ostane ljudem, je to, da se mi zdi umetnost je nekaj, kar je odgovor, ki zmanjka recimo kakšnih takih mentalnih ali pa tudi, ne vem, nekih oprijemljivih zadev, kakor obstaja in prinaša recimo lahko in je relativno dostopno, mislim tako lahko dostopno, no. Tako da meni se zdi, da če nič drugega, lahko se dobro počutiš, ko kaj prebereš ali pa vidiš neko sliko in ali poslušaš glasbo in to, in se mi zdi, da je to nekaj, vsaj od kamor se lahko zatečemo ali pa od kje spet lahko naredimo potem neke korake naprej, no. Tako da se mi zdi, da ne vem, enkrat sem gledal, mislim, jaz sem zelo navdušen overall nad tem Stevenom Fryem, če poznaš, in ko on je enkrat se razburil nad tem, kako lahko kdo reče, da mu je dolg čas, a ne, kaj tako rekel, pač. In je res, a ne, mislim, svet je toliko velik enih stvari ponuja in je v bistvu samo koliko si ti pripravljen sploh pogledati, kaj vse obstaja, ne, pač, in ne vem sicer, zakaj sem zdaj sem zašel, ampak se mi zdi tako, no, da pač v tem svetu, ker so ta merila res je tako, kot da, ja, ne vem, moraš imeti to stvar in, ne vem, živeti tja, iti tja, ali ne vem kaj, da to pa potem je, a ne. Se mi zdi, da je tak zelo hack v resnici, ne. V resnici lovimo občutke dobre, ne stvari pa to, in občutki dobri, umetnost je nekaj, kar se ukvarja s tem, ne, zato ker se mi zdi, ali pa saj najbolj uspešno mogoče.
Ja, je res, ampak pač tudi sam se veliko ukvarjam z umetnostjo in ravno sva pač v tem trenutku, ko to snemava, sva v predreferendumskem času, referendum o zakonu o nagradah na področju umetnosti, vrhunskih nagradah na področju umetnosti. In kar je meni v bistvu zanimivo, je debata, ki se je to sprožila posredno, pač ne bi zdaj se razglabljal o referendumu, o zakonu in tako dalje, ampak debata, ki je pač meni zanimiva, je to ravno v tem, kako ljudje dojemajo umetnost, še posebej sodobno umetnost. In definitivno se absolutno strinjam s tem, kar si povedal, ampak po drugi strani pa ne smemo prezreti tega, da obstajajo ljudje, ki zaradi takšnih in drugačnih okoliščin nimajo dostopa ali pa ne pridejo v stik, ali pa ta stik z umetnostjo jim ne da to, kar da morda komu drugemu. In se mi zdi, večno vprašanje umetnosti je, ali je to pač nekaj, kar je pač namenjeno nekemu ožjemu delu družbe, ali bi moralo to biti pač namenjeno vsem. In se verjetno pač z napredkom je verjetno za nas, za večino ljudi lažje razumljiva umetnost, ki je nastajala nekaj časa nazaj. Ne? Literatura, tudi vizualna umetnost. To, kar se dogaja danes, sodobna umetnost definitivno zahteva kar nekaj kompetenc in predznanja, da postane dostopna. Ali misliš, da dobra umetnost ni tako? Ne, jaz mislim, da je pač umetnosti je zelo veliko, toliko ti ljudi in pač ni treba, da te vsaka nagovori, ampak ne pomeni pa, da ne obstaja, recimo. In tudi ne vem, ta argument, da sodobna je pa težja za razumeti, ali kaj, jaz ne sprejmem tega, ker pač veliko novih knjig je recimo zelo dobrih, pa so dostopne, pa tako pač je pa treba se usesti pa prebrati jo, ne. Je v tem času, ko smo navajeni TikToke scrollati, je kar velik effort izpade sedeti par ur pa brati ali pa tako, no. Ne, ampak sej, kar sem hotel reči prej, je po moje, da pač gre za občutke, a ne, in občutki so lahko, ne vem, sej ni treba za vse, da je umetnost, sej lahko je pa narava, ali pa, ne vem, pes, ali pa prijatelji, ali pa karkoli, ampak samo to, no, da ne rabimo vsi sprejeti to, kar je nekako naj bi bili neki kazalniki uspeha, ali pa neki zato, da imaš občutek, da takrat pa si lahko potem recimo srečen ali pa pomirjen ali pa karkoli. No. Imaš občutek, da je razlika v tem, ker seveda jaz pač sem, dajmo reči, nisem ravno optimist, ne, nisem pač malo bolj na mizantropski strani kot na filantropski, ne, ampak ker to je vse res, ampak po drugi strani lahko občutke, in ne lahko, vidimo, da občutke generira tudi materialne dobrine. Pač ljudje se pač počutijo oziroma doživljajo pozitivne občutke, ko sledijo influencerjem, ko nakupijo novo stvar. In se mi zdi, če je tle razlika, opaziš to razliko recimo v generacijah? Jaz vidim, da je razlika, kar se tega tiče, da razlika med tistimi, ki tam doživljajo te občutke, so zelo pogojeni s percepcijo drugih, medtem ko te, kar so prej govorila, so pa zelo personalni, recimo. A ne, ti ne rabiš, da kdorkoli na svetu ve za tisto knjigo, kaj je tebi spremenila življenje, recimo, ali pa kaj se tebi dogaja, ko gledaš neko sliko. Mislim, niti je ne rabiš imeti, recimo, pa ti lahko, a ne, pač nekaj je drugačno. Se mi zdi, da je malo več svobode v tem. Pa opažiš kakšne razlike med generacijami? Mislim, definitivno opažam to, da je ker večina, recimo čisto pri sopotnikih, večina naših prostovoljcev je v bistvu so mladi upokojenci, a ne. In tako, z tega vidika, to so pač še ljudje, ki so recimo, ne vem, pač v socializmu bili aktivni in imajo nek ta podatek o, pač takrat se je na nek način vseeno poudarjali recimo neko to skupnost in prizadevanje za pač neko kvalitetnejše življenje cele skupnosti in to. Tukaj me recimo skrbi pri tem, ko smo zelo se individualizirali, mislim, a bomo sposobni takih ne vem, aktivnosti čez čas recimo. Tako, no.
In pa veš, po drugi strani pa ne vem, pol pa se organizira, ne vem, neka čistilna akcija, pa so vsi veseli, ker so pomagali. Ne? Tako se mi zdi, tako nekako nihamo med temi smermi. No? Tako da Ja, res je. ti kaj bi ti lahko Ja. zanima? Mislim, kot sem rekel, nisem ravno nek optimist, tako da jaz računam na kakšen meteorit ali na kakšno Aha. jedrsko vojno, da bo pač naredila reset, da bo, Ja. da bo človeštvu dalo možnost ponovno se zamisliti na tem, kar smo počeli. Aha, ne dokončen reset, ampak sam Mislim, evalvacija. za planet verjetno bi bilo boljše, ne? Ampak pač ne bom rekel, bomo videli, ker prvič mogoče si ne želim, da bi pač videl to, ampak tudi vprašanje, če bi sploh preživeli, ne? Ampak dobro. Ampak ne, sem hotel reči to, da mi je pa zanimivo, ne bi rekel, da mi spodbuja upanje, ampak mi je zanimivo, da recimo, ko so pa neke velike recimo naravne nesreče, ko pa treba stopiti skupaj, še vedno to v ljudeh je. Še vedno ta instinkt je in se takrat hitro izkaže. Pomoč po poplavah, potresih, pač humanitarne Ja. akcije za otroke. Mi smo ful videli, veš, ful imamo to res ko je treba stopiti skupaj in narediti akcijo, recimo to gre, ampak recimo te, ki so pa kontinuirana neka dela, pa ker niso takoj vidni rezultati, a ne, tam, ko nekaj prestaviš, je jasno, ne. Še sopotniki smo zelo, bom rekel, na nek način plastični v tem smislu, peljali smo nekoga in nazaj, a ne, ampak če pa ti kot organizacija opozarjaš na neke vrednote ali pa na, ne vem, mogoče kakšne take mehke vsebine, a ne, je pa bistveno težje, bom rekel, doseči ljudi, a ne, tako da ja. Zdaj imam še dve smeri, ki bi jih rad obdelal, ne? Oziroma, tako, ena je malo bolj usmerjena vate, ena je bolj pa usmerjena v sopotnike in sistem. Obe bova obdelala, pa ti dam na možnost. Lahko izbiram. Ja, lahko izbiraš, s katero bi začela zdaj. Kar izberi. Zdaj te bom spravil z odrego, z enim stavkom. Februarja 2018 si bil izglasovan za osebnost Primorske tisti mesec. Ne? Za mesec. Ja, za mesec. Tak vem, da ki ne rad pač nastopaš kot posameznik, ampak to je bilo. In sem poslušal intervju, ki si ga takrat imel z Radim Koper, ko je bila predstavitev pač tebe, sopotnikov. In vprašanje je, tvoj prvi glasbeni izbor je bil pesem od R.E.M. Je bila pesem od R.E.M. At My Most Beautiful iz albuma Up. In me je presenetilo. Ja. Zakaj R.E.M.? Je kakšna posebna navezava na R.E.M.? Kaj pa vem, takrat po tisti, ki je bila mogoče nek punkovski uporniški čas, sem pol R.E.M. poslušal v srednji šoli. Pa že ne, v bistvu je bilo že prej, konec osnovne šole. Ja. Ne vem, zakaj je bil tisti izbor. Jaz mislim, da ni neke globje. A sem ti porušil zdaj? Ne, pač malo sem se hotel o R.E.M.-ih pogovarjati. Ne, mislim, všeč sem mi bil. Ja. Zgodnji, poznejši, to je pač pozen album. Ne? Ja, Up mi je bil dober album. Pač ne, zakaj R.E.M.-i, pač pustimo, zdaj ne bi se poglabljali v neko glasbeno analizo, ampak kar pri njih občudujem poleg glasbe, je tudi tam zmožnost, ki je redka, da so rekli, nimamo več nič zapovedati, končamo. Ja. Sam pa potem pa tisti komad, ki je bil med korono. To je delal Michael Stipe sam. Stipe je sam delal, ja, pa je zelo lep komad. Ja. Tako da očitno še kdo lahko kaj pove, ampak ja. Ne, mislim, ja, se mi zdi ful dobro imeti malo to te introspekcije v tem smislu, da zato, ker nekaj obstaja, ne pomeni, da je treba do konca furati naprej in tako, no. Mislim, se mi zdi tudi pač čisto iz osebnega vidika ena taka vrlina ali pa vrednota, ki jo pač občudujem in me konstantno tudi pri sebi se konstantno preizprašujem, če bom bil sposoben vedeti pri sebi, kdaj pač nehati. Ne? Ja, težko je, ja. Ja, ne vem, mislim, meni je mogoče
ne vem, malo mi je lažje v tem smislu, ker imam toliko enih različnih stvari, ki jih istočasno peljem v življenju in mi je tako, da jaz se ne čutim tako zelo pripeto za katero koli, oziroma tako, no, ne pravim, da mi ne pomeni, vse mi ful pomeni in zato jih toliko naenkrat, ampak tako se mi zdi, ne vem, vedno verjamem, da lahko še nekaj novega, ful dobro, no. Ne da ne vem, na eni točki je to in pol je konec. Mislim, je to, če nisi odprt za nove stvari, ja. Mislim, to definitivno, ampak bolj sem razmišljal o tem, veš, ko delaš nekaj zato, ker znaš to delati, ker delaš to že veliko časa, ampak če bom sposoben uvideti, da učinka ni več ta pravega. Ker ta veš neka inercija in to je prisotno v družbi. Ne? Ja, zato pa pač, ko ležimo zvečer, je veliko vprašanj. Torej, ne vem, no, vsaj pri meni, verjetno pri tebi. Ja. Se mi zdi, da imaš naenkrat vse odgovore, je nekaj hudo narobe. Jaz se ful bojim ljudi, ki so prepričani sami vase, tako, ki imajo, to je tako, a ne, to je meni, jaz, tako, nekaj me straši glede tega, no, prav tako resno mislim. Ne vem, ne zdi se mi, da je to lahko iskreno res, se mi zdi, da je to lahko neka drža, ki jo imaš, a ne. In to. Ja. Super, veš, to me taka mala istočnica je za ta drugi del, ki sem te želel še vprašati. V bistvu, ki pač z sopotniki že 11 leto, ne, delate to, kar počnete. In me zanima, če v teh letih si v bistvu razvil nek pogled, da kaj po tvojem najbolj šepa v nekem tem sistemu podpore starejšim. Tako čisto bo rekel na sistemski ravni. Toliko stvari je. Mi tako ful vidimo, pač, da veliko stvari je na voljo, ampak so po moje tako zavestno malo nedostopne, recimo. In je tako, kot da že na ta način v bistvu odfiltrirajo, recimo, neke, da ni prevelik naval ali pa tako, ali pa to, koliko zakomplicirano je k zdravniki hoditi, je tudi tako, kot da se malo odmika to in, bom rekel, zavestno pušča času, da vemo, kaj pri letih prinese na koncu. In tako se mi zdi, da potem je taka, toliko je odvisno od mreže, ki jo ima vsak starejši, ali pa koliko je še sam sposoben, ali pa recimo, ali ima otroke, vnuke, ki so pripravljeni pomagati za to, da se nekako znajde. In to se mi zdi tako, ni najboljš z vidika sistema, no, da moraš imeti neke ekstra veščine, da prideš do osnovnih storitev. No, in tako pač mi poskušamo tukaj kar kaj narediti, v smislu biti nek povezovalec, ker pač nam starejši povedo, kaj so težave in ne vem, mi pa lahko jih obrnemo naprej na druge. No. Ja, ne vem, kaj še vse bi ti povedal. Mislim, tako velika težava je to, mislim, tako, ker zdaj, recimo to, kar se je od korone naprej zgodilo, je to, ker so se pač res bistveno podražile neke stvari in starejši so tukaj mnogi bili, po moje, ki so šli čez tisti rob in ne vem, velikih živi v hišah, ki si ne morejo več privoščiti za res osnovnega vzdrževanja ali pa celo ogrevanja, ne, in take. In zato mislim, mi res uporabljamo izraz, da so ujetniki svojih domov starejši, a ne. In jaz to zelo razumem, če si ti nekaj celo življenje gradil, ni tako, da z največjim veseljem pa pustiš potem, a ne, pa greš nekam, ampak dejansko pa je kvaliteta življenja za starejše tam zelo nizka, no, če so v mrazu, v vlagi in podobno. In tako, no, toliko veliko je tukaj, da ne vem, pol še vsi čist taki, ne vem, en kup enih nasilij in podobnih stvari, ki se dogaja nad starejšimi, poleg teh socialnih težav oziroma čisto ekonomskih težav.
ne vem, jaz rajš ne gledam, kaj vse, ker res rata tako malo strašljivo na nek način, oziroma tako izpade potem, kot da je vse ostalo brez vrednosti ali pa to, ampak zato mi je tako malo težko, no, ampak po drugi strani pa pol vem, da vidim dejansko, ke ne vem, pelješ nekoga, pa je toliko hvaležen, da ne vem, na koncu ti neke domače jabolka da, ker pač se čudi, da bi nekaj vsaj prispeval za to, da je bil deležen tega, tako da pol ti da, nek pogum za to, da pač greš naprej, no. Tako, ker pač, ne vem, se mi zdi, kot sem rekel, noben nima odgovorov, da bi rešil vse, in to ne pomeni, da je pa potem katerikoli poskus brez vrednosti, no. Tako da se mi zdi, da meni je bilo tako že takrat, ko si omenil te začetke, jaz sem tako videl, kot da sopotniki so pač en poskus, in jaz sem bil ful vesel, ker pač recimo med temi je potem dobra pot nastala, in tako se mi zdi tako, da samo pač na tak način en drugega lahko malo spodbudimo, da smo aktivni pa naredimo toliko, kot pač lahko. Če bi, ne morem reči, imel čarobno palčko, ali pa če bi bil na mestu predsednika vlade, ali pa če bi lahko res eno stvar spremenil, kaj bi spremenil? Po moje, to, kar smo prej govorili, meni bi bilo ful dobro, da bi težje šli sebi ljudje v tem izpraševanju, oziroma v teh pogovorih, ki smo imeli, ali sem srečen, recimo, ali kaj je point in take stvari. Se mi zdi tako, če se bi lahko ne zamotili s tem, da greš potem, ne vem kaj, ultramaraton preteči, ali pa v Ferrarija se usesti, kar si ti rekel, bi mogoče malo boljšo družbo lahko imeli. Kako lahko tisti, ki nas poslušajo ali pa gledajo, podprejo sopotnike? Lahko se pridružijo kot prostovoljci, na naši spletni strani dobijo informacije, kje delujemo. Lahko se kot donatorji odzovejo, pač tega smo vedno veseli, predvsem tudi ne vem, več pozna ljudi, tudi kakšnih podjetnikov, podjetij in podobno, tudi na ta način. Se mi zdi, da tako sopotniki res lepe zgodbe lahko gradimo, no, v tem povezovanju, in dejansko tako, no, ne gre za res, mislim, dostikrat ne gre za to, da mi kaj dobimo za to, ampak omogočimo starejšim pač neki, ali pa prostovoljcem neko to, da se čutijo, da je tudi recimo družba ceni to, kar delajo, recimo, in to je veliko vredno, no. Nevladnim organizacijam pa nas lahko povabijo v kakšno partnerstvo, kdaj za kakšen projekt in podobno, tako da. Predvsem pa tudi lahko nas pokličejo, če mislijo, da lahko karkoli pomagamo s kakšno informacijo oziroma pogovorom. Super. Prišla sva do konca in spet ti bom dal pač na izbiro modro ali rdečo tabletko, ne? Kako zaključiti? Lahko zaključiš tako, da pač zaobjameš cel ta pogovor z neko mislijo, lahko pa se obrneš tam za tabo, vidim zbirko leposlovja, in izbereš pač eno knjigo, ki te ne govori, in prebereš en odlomek ali en verz ali karkoli. Kar toliko on the fly. Ja. Ne, veš, kaj bi povedal, da se mi je prvič zgodilo, a veš, vedno, mislim, prvi napotek je, da je vedno dobro umetnost ločevati od umetnika. V smislu, ne rabiš se strinjati z nekom, da ceniš umetnost. In meni se mi zdi prvič zgodilo, da sem pač o enem avtorju, sem gledal intervjuje z njim, in sem bil čisto navdušen tako, in potem sem pa prebral neko najbolj avtobiografsko delo njegovo, pa sem bil tako, In ker vedno je bilo obratno, a ne, jaz sem vedno izhajal iz tega, da nekdo, ki napiše tako hudo delo, mora biti car, a ne. Skratka, nič ni nujno. Okay. Mogoče ni bilo toliko poetično, kot bi si želel to, ampak. Ni bilo nobene želje, pričakovanja je bilo bolj
pač nek poskus. Ni bilo pričakovanja, pa sem to vseeno razočaral. Dobro, to mislim. Kot sem ti rekel, ne gojim neke vire v človeka in človeštvo. Ne, tako da je iz tega vidika v redu. Ne, bolj mi je bilo, kar bi odgovoril, je morda treba ločevati umetnost od umetnika in ni nujno, da je to da je skladno, kot pa vidim in to upam reči, da ne velja za nevladnike. Ne? Ja, ne vem. Jaz v bistvu ful upam, to se spomnim že takrat, da se mi zdi ful dobro merilo, da je organizacija ne temelji na posamezniku. No. In tudi zato se mi tako nerad neki ful nastopam kot sopotniki, zato ker pač, ne vem, se mi zdi res, da pač ali je ideja živa in se materializira vsakodnevno pri pač tem, kar dela zavod, ali pa pač ni. Ne vem, no, ne zdi se mi, da je to neka taka stvar, da bi izpostavljala ali pa temeljila toliko na enem človeku. Ne, se strinjam, ravno tudi ta podcast je nastal s to refleksijo, ne, da pač to, kar je tudi veliko, ima tak negativen predznak, nevladnik, da pa smo tudi mi pač ljudje, ki imamo neke zgodbe za nami in to, da delamo v tem nevladnem sektorju, je pač samo nek splet okoliščin, ki je pripeljal do tega in zato raziskujemo pač, zakaj si tu, ne. Ja, upam, da sem kaj odgovoril. Veliko, 1 uro in 6 minut smo se pogovarjali. Koliko je pa esence tukaj? Ja, to pa bova pa prepustila ostalim. Ja. Torej, še enkrat hvala. Hvala za vabilo.